Na novinarski konferenci, ki je bila v sredo 14. marca 2012 ob 12. uri v Čarjakovi gorci v Žičah, so sodelovali župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice magistra Renata Klančnik in predsednik plavalnega kluba Slovenske Konjice Branko Ravnak. Podrobneje so bile predstavljene naslednje teme: bilten občine Slovenske Konjice 2011, jurjevanje v Slovenskih Konjicah 2012 in festival Zlati delfin Moskva 2012. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki je nekako sestavljena iz treh delov. Osnovni namen je, da predstavimo bilten za delo v letu 2011, se pravi bilten nosi datum leto 2012, o delu občinske uprave, o novih pridobitvah v občini. V drugem delu bo direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica magistrica Renata Klančnik predstavila program jurjevanja letošnjega, čez približno dober mesec dni, 5 tednov nas še loči do tega dogodka. V zaključku pa bi kot posebno točko poudarek želeli nameniti dosežku ali pa priznanju, ki ga je pred kratkim prejel Branko Ravnak v Moskvi, o tem pa kasneje nekoliko več. Mogoče samo v uvodu nekaj misli. Gradivo bilten je še povsem svež, topel, še diši po včerajšnjem barvanju, tako da več podatkov, podrobnosti so v tej brošurci, ki je kar zajetna, 47 strani, pa naslovnica in zadnja stran je 49 strani, tako da je kar nekaj podatkov in tudi fotografij napisanih. Mogoče kratek opomnik. Leto 2011 si bomo zapomnili po kar nekaj dogodkih, nekaj pridobitvah. Osnovna pridobitev ali pa zgodovinska, kot jaz temu rad rečem, je prav gotovo pridobitev odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev za gradnjo centralne čistilne naprave na Prežigalu, govorim za mesto Slovenske Konjice in ves zahodni del občine. K temu pa seveda sodi tudi približno 9600 metrov novih zbirnih cevovodov ali, kot temu radi rečejo, primarni kanalizacijski sistem. In jaz upam, da bo ta sofinancerska pogodba, ki pa v tem trenutku še nimamo z državo, kmalu podpisana in da bodo že v naslednjih dneh zasadili prve lopate in da bodo gradbeni stroji zopet, ne vem kolkič, se bo ta cikel razkopavanja in vgradnje infrastrukturnih elementov začel resnično čez nekaj dni. Mimogrede omenim še, da so v usklajevanju zadnji dokumenti za izboljšanje vodooskrbe, se pravi projekt 4 občin, kjer pa je predvidenost zopet dodatnih nekaj manj kot 6 milijonov evrov samo za ta segment za izboljšanje oskrbe z zdravo pitno vodo. Še zgodovinsko dejstvo, prenehali smo z odlaganjem mešanih komunalnih odpadkov na deponiji na Prežigalu in pa da je v toplarni, mi rečemo kar kotlovnici na Prevratu, prvo sezono v uporabi kotel na zemeljski plin. Pomembno dejstvo je tudi, da je eden izmed 5 uspešnih projektov v lanskem letu na področju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja izvira ravno iz naše občine. Večina gre za partnerske vloge, v našem primeru je pa samo prijava občine Slovenske Konjice in skupno gre za projekt 4,7 nekaj manj milijona evrov za gradnjo 150 km tega omrežja po naši občini. Od tega je znaten del že zgrajen, dobra tretjina, preostanek pa bi naj bil v letošnjem letu tudi končan.
In jaz bi pri tem mogoče zaključil z naštevanjem teh podrobnih investicij, ker je teh kar precej in tudi razlogov, zakaj pa enih ni. Vse je v bistvu zapisano v temle dokumentu, ki je šel. Mogoče še samo poudarek, da tudi proračun naše občine, tako kot večina lokalnih skupnosti, v letu 2012 beleži upad razpoložljivih sredstev, tistih, ki so za splošno porabo. Govorimo o izpadu približno 10%, v primerjavi z letom 2011, pa vendar je pa celoten znesek proračuna bistveno višji, kot je bil v preteklih letih. Ali za primerjavo, v letu 2006 je znašal proračun te občine približno 6,8 milijonov evrov, letošnjem letu govorimo o 17,2 milijona evrov, s tem pa, da še en večji razpis sploh ni vključen tu noter, za tistega pa zopet ne vemo, če bo, oziroma bomo o njem govorili, ko bomo uspešno prestali ta test. Govorim pa o teh sredstvih zato, ker je to povečanje izključno iz uspešno pridobljenih sredstev na različnih razpisih in tukaj je resnično bilo vloženega ogromno znanja, iznajdljivosti, potrpežljivosti in pa tudi seveda resnega strokovnega dela občinske uprave in vseh tistih, ki so v teh procesih sodelovali in vsekakor včasih slišimo takšne ulične, kritizerske ocene, resna ocena, pa tudi moja ocena pa je, da občinska uprava svoje delo opravlja zelo dobro, prizadevno in konec koncev, ko sem uvodoma rekel, tista razlika od slabih 7 milijonov, sedaj pa v 5-6 letih priti na dobrih 17 milijonov evrov, tudi ni mačji kašelj. Omenil bi še, da smo v lanskem letu zopet prenesli v last lokalne skupnosti kompleks dvorca Trebnik, tudi zgodovinska zadeva in tukaj samo čakamo še, ker smo v mestnem času uspeli pridobiti dokumentacijo, projektno dokumentacijo za obnovo in tudi za opremo B objekta v tem kompleksu. Čakamo na razpis sklada za razvoj regije, potem pa bi naj že v letošnjem letu pričeli z deli, pa vendar preveč optimističen tudi ne kaže biti, ker se nam ta razpis kar naprej odmika. In jaz se bojim, da bo ta razpis padel v poletje, takrat pa to pomeni, da v gradbenem smislu letos ne bomo uspeli kaj dosti premakniti. Pa še en pomemben projekt smo izvajali v zadnjih 2 leti, to je projekt Občina po meri invalidov. Izjemno zavzeto delo vseh tistih, ki smo jih povabili v ta projekt, od predstavnikov različnih humanitarnih društev, občinske uprave, še marsikdo drug se najde tu noter in ta svet za invalide, ki mu predseduje gospa Lidija Pratnemer, je resnično tako resno se lotil te naloge, da na koncu, ko boste brali v tem biltenu o tem projektu, je pravzaprav citat iz obrazložitve, zakaj je občina Konjice prejela to priznanje v lanskem letu. Od 2 prijavljenih, več jih ni bilo, smo mi pač tisti eni, ki smo dobili, drugi pa tudi niso dobili. Tako da ni samo po sebi razumljivo, da če se za nekaj prijavi, da tudi dobiš to priznanje. Seveda pa to kaže na to, da smo dobro zastavili, pravi uspeh pa bo takrat, ko bomo pravzaprav lahko ta svet za invalide postavili samo še za ugotavljanje morebitnih novih pomanjkljivosti in ko ne bo več slabe volje pri vseh tistih, ki potrebujejo nekaj več, kot pa mi, ki nimamo nekih težav pri gibanju, pri komunikaciji, takrat bomo pa resnično lahko bolj zadovoljni. Mogoče še samo splošno oceno, da je sodelovanje tako z posameznimi krajevnimi skupnostmi, z občinskim svetom
z delovnimi telesi, z javnimi zavodi in podjetji zelo dobro in vsi skupaj se bomo še naprej trudili, da nas ta optimizem, kljub tem neprijaznim časom, ki se nam kažejo, da ta optimizem ima realne temelje. V bistvu, jaz bi še malo tukaj v zvezi s temi 17 milijoni, ste rekli, da letos, koliko tega denarja recimo je na razpolago za neke investicije, pa katere bodo te največje v letošnjem letu, ki se končujejo ali pa recimo, da se začenjajo v občini? Takole, več podatkov imamo, 51% sredstev je namenjenih za investicije z proračuna. Evropskih sredstev je 30, zaokrožimo na 30% celotnega proračuna je v tem trenutku noter. Največje investicije pa so, omenil sem že uvodoma, gradnja čistilne naprave in ta kanalizacijski sistem. Potem je nadaljevanje oziroma zaključek obnove starega trga. Potem je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja in pa eden od projektov IPA, ki je že v izvajanju, to je menjava ali pa modernizacija javne razsvetljave v Ločah in okolici, projekt nekaj več kot 180 000 evrov. To so v glavnem ti večji projekti. Je še kaj takega, kar si mogoče za prihodnjih letih obezate začeti, recimo bolodnevno? Ja, pravkar sem omenil gradnjo vodovodnega ali pa izboljšanje vodovodnega sistema. To je kar zajeten projekt. V tem trenutku na tem področju, poleg tistega vodohrana, ki smo ga zgradili iz sredstev prvega razpisa Sklada za razvoj regij v letu 2007 oziroma 2008, še en velik vodohran na Škavcah, 2000 kubičnih metrov. Potem je potrebno zgraditi v sklopu tega še vodohran, govorim za območje Konjiške občine, še vodohran v Polenah, Žička Gorca pa še tale na Jerneju. Potem smo pa to zgodbo, seveda pa ta krog zaključiti, nadaljuje pa se ta zgodba v Zreče, Vitanje in pa v Oplotnico. Ta je večji, pardon, kar? Pa sam še v bistvu eno zadeva, kako je kaj z zadolženosti občine, koliko še je tu manevrskega prostora, recimo kaj? Zadolženost je pod dovoljenim pragom, mislim pa, da je zdaj v tem obdobju že stanovanjsko podjetje tudi se drugače zavarovalo svoje kredite, tako da se nam tam zopet sprošča manevrski prostor, če uporabimo ta izraz. Čisto točnih podatkov pa zdaj nimam v glavi. Renata Klančnik pove nekaj poudarkov ali pa pristop k letošnjemu jurjevanju. Torej, to so nekoliko mehkejše vsebine. Se pravi, kot najbrž veste, letošnje jurjevanje v Slovenskih Konjicah je 15. torej nekako jubilejno jurjevanje, ki se bo dogajalo predvsem na Mestnem trgu in verjamemo, da bo zagotovo nepozabno, saj nosi nekako pomenljiv podnaslov Godba Fest. Namreč v soboto 21. aprila, ko to jurjevanje prirejamo, bo v Slovenskih Konjicah burčalo ob zvokih godbenih inštrumentov. Z nami bo 9 godb iz različnih koncev Slovenije. Nekako nadaljujemo tradicijo jurjevanja po slovensko, ki smo ga pričeli v lanskem letu. In z tem jurjevanjem, se pravi, bomo pa že začeli v dopoldanskem času, kajti želimo, da ta tradicija jurjevanja seže tudi do najmlajših, se pravi, v dopoldanskem času bomo pripravili jurjevanje za najmlajše. Konjiške vrtce, šole in pa glasbeno šolo smo povabili k sodelovanju, da tudi oni dajo svoj prispevek ob tej tradiciji. No, popoldansko jurjevanje, se pravi za vse občane in občanke in seveda tudi širše, pa se pričenja ob 14. uri, nekako simbolično s povorko vseh sodelujočih godb. Seveda vsako leto ne manjka tudi konjenica, tako da tudi letos pohorska konjenica bo z nami. Na stojnicah se bodo predstavljale turistična ponudba vseh teh mest, ki bodo z nami.
Verjamem pa, da bo leto še posebej nepozabno ali pa bolj prepoznavno, se bo z nami tudi predsednik Türk, ki smo ga že v preteklih letih kar nekajkrat povabili, v letošnjem letu pa nas je ta čast tudi doletela, da bo na jurjevanju z nami. In glede na to, da gostimo 8 godb iz različnih mest po Sloveniji, bomo povabili v goste tudi te župane. Nekako načrtujemo, da bi potem po tem uradnem jurjevanju, kjer bo svoje dodalo tudi kulturno društvo Svoboda Osvobaja, se pravi s to tradicionalno pripovedjo o grofu, grofici, zmaju in pa o tej legendi, ki z jurjevanjem zaživi, da nas bo na koncu za zabavo, poskrbel ansambl The Palinka Band, ki je sestavljen tudi iz samih godbenikov, tako da bo rdeča nit tega jurjevanja zagotovo godba in pa godbeniki vse Slovenije. Že v lanskem letu smo merili štrudl, po domače rečeno, to priljubljeno slovensko jed, in v letošnjem letu želimo to nadaljevati in namerili smo ga 32 metrov, v letošnjem letu bi želeli, da se ta metraža vsaj podvoji, zato bomo pozvali tudi vse organizacije, kulturna društva in tudi posameznike, da se nam pač pri tem pridružijo. In če nam uspe, morda naslednje leto spečemo štrudl za Guinnessovo knjigo, ki pa je zdaj 83 metrov. Jaz pa predlagam, da preidemo na tisti zadnji del današnje novinarske konference po tematiki. Seveda gre za dejstvo, da se glas o Sloveniji, pa tudi v naših krajih, sliši zelo daleč, in to običajno glas o tistih ljudeh, ki sami tega nekako ne obešajo na veliki zvon, in smo rekli, da bomo današnjo novinarsko konferenco izkoristili za to priložnost, da širše seznanimo javnost, da je v letošnjem februarju, v sredini februarja v Moskvi potekal mednarodni festival podvodnega filma in fotografije z nazivom Zlati delfin. Gre za resnično veliko prireditev in v sklopu tega je bilo prvič v zgodovini te prireditve podeljeno priznanje enemu tujemu državljanu izven Rusije, in to je ravno na moji levi Branko Ravnak, ki je prejel priznanje Podvodni svet, podvodni mir po rusko, v kategoriji inštruktor potapljanja za leto 2011. Ker pa jaz nisem ravno doma pod vodo, predlagam, Branko, da malo sam poveš o svojih, zakaj je kakšna prireditev, kakšno težo ima, pa o svojih občutkih, kako je to izgledalo tam v daljni Moskvi. Pa verjamem, da je bilo zelo zanimivo, predvsem pa prijetno med našimi slovanskimi bratija. Izvoli. Ja, hvala lepa. Jaz bi se zahvalil vsem, ki ste v bistvu pomagali, da smo dobili to nagrado. To ni samo moja nagrada, ampak je predvsem nagrada najprej lokalne skupnosti, potem pa tudi te države. Jaz v bistvu dolgo nisem vedel, koliko je ta zadeva velika, ker pač nismo vedeli, nismo poznali, kako sistem deluje pri kolegih iz Rusije, ampak na koncu, bom rekel, se je vse delo izplačalo. Mi smo nekje začeli sodelovanje z vsemi temi organizacijami potapljaškimi, takrat, ko smo bili sprejeti v CMAS. CMAS je največja in najstarejša svetovna podvodna federacija, in tam so nekako Rusi spoznali naše delo, ampak niso nikoli čisto odprto povedali, kaj si mislijo. Potem smo s temi aktivnostmi, ki jih izvajamo v sklopu plavalnega kluba Slovenske Konjice, ki je gonilna sila Mednarodne zveze društev za potapljanje invalidov, kot sta mednarodni simpozij in festival podvodnega filma in videa Sprehodi pod morjem, ki se je udomačil v Slovenskih Konjicah in ki je letos, bom rekel, postal bolj kot ne odrasel. In ta festival je gostil tudi direktorja največjega trenutno filmskega festivala te vrste na svetu, gospoda Genadija Gručo. In nekako smo mi mislili, ko so nas povabili, da je to kontrapovabilo, ampak
v resnici je bilo potem tu zdaj nominacija in iz te nominacije je bila potem tudi nagrada. Nagradi sta bili v bistvu dve, ena je podvodni mir oziroma podvodni svet, kot je rekel gospod župan. To nagrado podeljujejo 6 let in je nagrada izključno za ruske državljane. Med prejemniki so akademiki, kot je profesor Anatolij Mikajlevič-Sagalevič, človek, ki je pristal prvi na severnem tečaju pod ledom, ki je oče 2 podmornic Mir, potem je tu akademik Sergej Fazlulin iz Širšonov inštituta, tu so ogromna imena in prav Fazlulin je dobil v isti kategoriji kot jaz to nagrado, tako da v bistvu jaz sem se potem kar prestrašil, ko sem videl, kdo je. Ampak naše delo je pa tudi tako edinstveno, bom rekel, da mu ni neke primerjave v svetu. Še vedno, kljub 10 letom trdnega dela, je podpora v glavnem v našem domačem kraju, ker, bom rekel, so tisti, ki nas nekako najbolj podpirajo in razumejo. In zato mislim, da je na prvem mestu to nagrada vseh nas, ki živimo v tej dolini, pa tudi drugih. Sami občutki v Rusiji, ko ste rekli, so v bistvu neverjetni. Mi smo tako majhni za njih, ampak vseeno vejo, kaj delamo in bom rekel, si obetamo tudi enega bolj temeljitega sodelovanja. Mi želimo pripeljati prve invalide iz Rusije in jih naučiti potapljati, kar je tudi nekje taka tiha želja kolegov Rusov. Mi smo tudi bili v Rusiji in smo tam učili potapljanja, inštruktorje in tako naprej. Moram povedati, da smo Konjičani edini, ki imamo v klubu invalida potapljača na vozičku, ki mu je Svetovna potapljaška zveza podelila normalno diplomo oziroma brevet za šolanje vseh ljudi. To se v 52 letih CMAS-a nikoli ni zgodilo in trenutno v svetu je on edini. To je Damjan Peklar, ki ste že slišali za njega. To so eni presežki, ki jih imamo mi in jih nihče drug ne more vzeti. Vsi, ki bojo potem za nami drugi. Dogodki, ki jih nekje poskušamo prikazati svetu, kot sem že rekel, filmski festival Sprehodi pod morjem in mednarodni simpozij, ki se bo, jaz srčno upam, vrnil leta 2013, ko bo 10. obletnica dela z invalidi in tudi 11. leto plavalnega kluba. Tako da takrat bomo potem poskušali na enak način kot zdaj, zelo malo denarja, pa zelo veliko dela, pokazati, da ni vse v denarju, ampak se da veliko narediti s pomočjo vseh tudi vas. Tako da jaz sem tu še enkrat zahvalil resnično vsem in medijem in ljudem, ki živijo v dolini, ker so podprli zadevo in jo podpirajo. Tako da upam, da bomo še naprej lahko to počeli. Hvala lepa. Hvala lepa, Branko, najprej za vse opravljeno delo. Še enkrat čestitke, mimogrede, prej smo imeli uraden sprejem pri županu, zato da damo temu priznanju še dodatno težo, ali pa priznanje, če hočemo temu. In hvala lepa tudi za vse tisto, kar je bilo v sklopu projekta Občina Pomen invalidov pripravljeno strani plavalnega kluba. In verjamem, da še bo marsikatero priznanje prišlo kot nagrada za tvoje delo v bodoče. Jaz bi, če dovolite, samo še eno stvar povedal. Mi smo skoraj 7 let delali program potapljanja kot del rehabilitacije z konjiškim centrom, dnevno-varstvenim centrom Čebela. Nažalost je program ugasnil, ker nismo uspeli najti niti ljudi, ki bi bili pripravljeni delati zastonj, niti se nismo mogli več boriti z ljudmi, ki hočejo imeti vsako stvar plačano, da se lahko plava pri njih. In na koncu je tudi ta situacija, ker je bilo vseeno to nadškofijska Karitas je bila tista, ki je nekje pomagala nam, da smo program lahko peljali. Se je zgodila ta nesrečna situacija s krizo in vsem. In je ta program se ustavil. To je v bistvu največja škoda, koliko se jih je zgodilo. Ampak zaenkrat ni nobene možnosti, da bi ga obudili. Jaz upam, da enkrat bo ta prilika, da zopet varovance peljemo nazaj, ker v teh letih so jih vsi sprejeli in so ugotovili, da tudi če imaš duševno motnjo, še to ne pomeni, da ne spadaš v javne objekte, kot so kopališča, zdravilišča
Naša želja je tudi, da bi enkrat imeli v Konjicah svoj dom, plavalni klub, da ne bi bil samo 50 dni na leto na svojem igrišču, ki se mu reče bazen, ampak da bi enkrat lahko čez celo leto tam živeli. Pa čist na koncu bi povedal, da v Rusiji smo dobili 2 nagradi. Prva je nacionalna nagrada Podvodni mir, oziroma Podvodni svet, ki je tam tista kristalna. Ta druga je pa medalja, ki jo podeljuje, tista prva je nacionalna ruska nagrada in tista je pač bila prvič podeljena tujcu. Ta druga zadeva je pa ta medalja, ki jo imam tu pripeto po predpisih, tako so rekli, da mora biti. To je pa v bistvu najvišje priznanje Ruske potapljaške federacije Krasa, ki je tudi stara čez 50 let. In jaz moram povedati, da smo tudi ob 50. obletnici bili redki na svetu, ki smo v Rimu v času generalne skupščine CMAS-a dobili to medaljo. Pač, se pravim, so nas zbrali z lupo in takrat smo prvič videli, da nekdo gleda na nas. To sicer niso Amerikanci, ampak so Rusi, ki so večji, pa večje srce imajo. Evo, toliko, najlepša hvala še enkrat. Hvala lepa, Branko.